moje srce odhaja, a vse ostalo tu ostaja. V prsih pripravljena je cula in duša se je že obula. Moje srce odhaja, a vse ostalo tu ostaja. Na pragu slovesa obstojim, se skupaj solzo prepustim. A vsaka pot ima svojo pot in tudi ljubezen mora kdaj odtot. A to, kar naj bi mi dva bila, je dosti več od vsakega sveta. Vedno raznaša, kar prinaša, in nekje se dom oglaša. V mojem srcu spet pomlad, kot takrat, ko si že imel me rad. Stojim ob sebi, pa me ni, vse, kar objemam, si leti. Čeprav zdaj brez srca živim, se nasloni glavo v mojo dlan in pusti, da te nesem stran. Ne
sem stran od vseh stvari, ki mislijo, da čas beži. Dober večer. Dober večer, gospe in gospodje, spoštovani gospod župan, oba gospoda podžupana, gospa direktorica, drage gledališke ustvarjalke in ustvarjalci in predvsem bodoči nagrajenci. Dobrodošli v Prešernovem gledališču Kranj na zaključni slovesnosti 49. tedna slovenske drame. Ponavadi so zaključki v znamenju številk. Pa poglejmo. Praznik slovenske drame traja že 13. dan. V tem času se je na različnih lokacijah zvrstilo čez 20 dogodkov. 15 predstav v tekmovalnem, spremljevalnem in mednarodnem programu, dan nominirancev, letos prvič rezidenčna oblika dramske delavnice, strokovna srečanja, okrogle mize, koncerti. Teden slovenske drame je letos skupno gostil 3071 gledalk in gledalcev. K sklepni besedi najprej vabim direktorico Prešernovega gledališča Kranj in festivala, gospo Mirjam Drnovšček. Spoštovani nagrajenci, spoštovani gostje, spoštovani vsi, ki ste bili v zadnjih 13 dneh z nami, dobrodošli na današnjem zaključnem večeru festivala. Ko sem pisala uvodnik v katalog letošnjega festivala, je bil čas na področju kulture turbulenten. En minister je odhajal, drugi prihajal in tako stanje nemira zasledujemo v kulturi vsaj že zadnjih 10 let. Besede, s katerimi novi minister za kulturo odprl letošnji festival, pa kljub vsemu vzbujajo optimizem in upam, da se bo kolo za umetnost in seveda z njo za gledališče obrnilo v pozitivno smer. Ob tem se mi seveda nehote poraja misel, koliko več bi se lahko naredilo, če bi bilo sredstev dovolj. Ko govorim o več, ne mislim o večjem številu predstav nasploh. Z roko na srce jih je dovolj. Mislim predvsem na to, koliko več ognja bi lahko dali domači dramski pisavi in uprizarjanju sodobnih slovenskih tekstov. Dovolila si bom ustvariti iluzijo. Vsa gledališča dobijo dodatna sredstva v primeru, če na repertoaru vrstijo preizvedbo slovenskega teksta. Festival Teden slovenske drame dobi dodatna sredstva za prevajanje slovenskih dram in njihovo promocijo v tujini, ter lahko zaposli nekoga, ki bi to sistematično počel. Število uprizoritev slovenskih tekstov se drastično poveča, dramski pisci prejmejo spodobne honorarje in tantijeme, od svojega dela lahko normalno živijo in ustvarjajo in niso breme v državi. Od vseh davkov pa tudi država dobi del sredstev nazaj. Da umetnost ni tržno blago, verjetno ni potrebno posebej poudarjati. Lepa iluzija. Ali pač nekoč tudi realnost. Pravijo, da kjer je volja, je tudi pot. Cankar bi bil nad lanskim letom vsekakor navdušen in bi v polni meri užival sadov svojega dela. Hvalevredno je, da smo se njegovi briljantni ustvarjalni moči poklonili številnim uprizarjanjem njegovih dram, enako pa tudi, da se je država njegovemu pomenu poklonila z razglasitvijo Cankarjevega leta. Torej, ili ni tako malo mar za dramatiko in gledališče, kot se zdi na prvi pogled, ali je tudi to iluzija? Bom raje verjela v prvo predpostavko. Teden slovenske drame bo naslednje leto praznoval Abrahama. Torej pred prelomnico, ob kateri človek v svojem življenju običajno naredi nekakšen obračun in se vpraša, kako se pognati v novo obdobje. Moje mnenje je, da je festival v vseh letih rastel in utrjeval svoje temelje in da mora biti njegova pozornost v prihodnosti usmerjena prav v promocijo slovenskih dramskih besedil. Trdno sem prepričana, da je slovenska dramatika dobra, izvrstna in da bi se jo v pravi podpori odprla številna vrata na odre. Želimo si, da bi imeli prihodnji selektorji veliko dela s selekcijo uprizoritev tako na domačih kot na tujih odrih.
Zadnje leta opažamo, da narašča število prizoritev slovenskih tekstov v tujini. Prav zato bo festival v 50. leto svojega obstoja stopil z novim pravilnikom, ki bo sicer skrčil število predstav na festivalu, prinesel pa možnost videti tudi tisto najboljše, kar bo na tujih odrih ustvarjenega na osnovi slovenskih dramskih besedil. Letos smo se morali žal 2 predstavama iz Ukrajine in Francije iz finančnih razlogov odpovedati. Želimo si, da bi v okviru festivala potekale celoletne rezidence dramske pisave. Želimo si več nagrad na festivalu, želimo si veliko tega. Verjamem, da bomo že naslednje leto uspeli realizirati vse del naših želja. Naj prinesejo dobre rezultate, ki bodo vsem zadovoljstvo. In upanje, da ne bo potrebno reči minister Gregor pa nič. Tudi letošnji 49. festival Teden slovenske drame je prinesel bogato in kakovostno vsebino, ki dokazuje živost slovenske dramske pisave in njenega uprizarjanja. Hvala vsem, ki ste ga finančno podprli, predvsem Mestni občini Kranj in Ministrstvo za kulturo, sponzorjem in donatorjem, vsem, ki ste ga spremljali in vsem, ki ste ga pomagali izvesti, od članov žirij do sodelavcev. Naj ob koncu spomnim, da Kranj kandidira za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Da je mesto kulture že sedaj, dokazuje tudi naš festival. Naj je njegova živost neskončna. Se vidimo na naslednjem 50. tednu slovenske drame. Hvala gospe direktorici. Zdaj pa k tistim, ki jim je ta večer pravzaprav namenjen. Nagrajencem in nagrajenkam. Nocoj bomo podelili nagrade v 5 kategorijah. To so nagrada občinstva, nagrada za najboljšega mladega dramatika, Grin Filipičevo priznanje za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji, Šeligova nagrada za najboljšo predstavo in nagrada Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo. Prva beseda pripada vam, spoštovano občinstvo. Začenjamo z nagrado za najboljšo predstavo po izboru občinstva. V konkurenci je bilo vseh 15 predstav tekmovalnega, spremljevalnega in mednarodnega programa. Po vsaki so gledalci prejeli glasovnico in predstavo ocenili z oceno od 1 do 5. Nagrado občinstva podeljujemo v sodelovanju z Mestno občino Kranj in časopisom Gorenjski glas, zato na oder vabim župana Mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca, da podeli nagrado. Povprečno oceno 4,80 nagrado občinstva prejme predstava avtorice Simone Semenič Še ni naslova v režiji Tomija Janežiča in v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. Jaz v predstavi Še ni naslova igram reševalca številka 2 in odrskega delavca številka 1. To so obe nemi vlogi in ker nimam teksta, so mi rekli kolegi, da lahko, če bomo dobili kakšno nagrado, bom imel lahko zahvalni govor. Tako da jaz se zahvaljujem za nagrado. Kaj več pametnega bo povedal Blaž, kolega. Hvala, Stane. Jaz samo na kratko v imenu nas vseh upam, zelo smo hvaležni, predstavo smo odigrali včeraj in za ta
Poseben podvig smo hvaležni tako Tednu slovenske drame kot vsem kolegom in prijateljem iz Slovenskega mladinskega gledališča, ki so omogočili, da smo včeraj predstavo ta poseben podvig, ki si ga zavdajamo in zadajamo, odigrali tudi prvič s prevodi in zelo eni raznoliki in posebni mednarodni publiki. Kot Erika Kržišnik skozi tekst Simone Semenič spregovarja, gre za konceptualno metaforo razdeljene osebnosti. In mi se v predstavi, ki se ji reče Še ni naslova, vsakič znova trudimo, da bi imeli pa zelo točnega naslovnika. In tega ne bi bilo mogoče brez odličnega občinstva in tudi včeraj smo imeli zelo hvaležno in hvalevredno občinstvo. Hvala vam vsem, kolikor vas je tukaj, in vsem tistim, ki ste bili včeraj tam. Hvala. Ne se postavijo. Cela vojska nas je. Hvala gospodu županu in čestitke ustvarjalcem in ustvarjalkam nagrajene predstave. Vsak dramatik je najprej mladi dramatik, če tudi je star. Delavnice dramskega pisanja na Tednu slovenske drame so že stalnica. Letos prvič pa je festival v sodelovanju z Lajerjevo hišo 4 mladim dramatikom nudil rezidenčno obliko delavnice dramskega pisanja, ki je potekala pod mentorskim vodstvom dramatičarke Kim Komljanec. Skrb za razvoj mlade slovenske dramatike je že desetletja eno od poslanstev Tedna slovenske drame. Zato letos 7. podeljujemo tudi nagrado za mladega dramatika. Strokovna žirija v sestavi dramaturginja Vilma Štritov, predsednica, dramaturginja Klavdija Zupan, literarna zgodovinarka in teatrologinja Mateja Pezdirc-Bartol, literarni teoretik in zgodovinar Igor Žunkovič ter dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Tomaž Gubenšek je izbirala med 12 prispelimi besedili. Prosim predsednico žirije, gospo Vilmo Štritov, da razglasi letošnjega najboljšega mladega dramatika ali dramatičarko. Dober večer. Letos je to dramatičarka. Napisala je igro Iskalci zlata. Ana Obreza. Dramsko besedilo Iskalci zlata v svoji eklektičnosti, zgoščenosti prizorov, šibkem naboru motivov, širokem naboru motivov, preskokih, nepričakovanih povezavah, v privzdignjenem na trenutke deklamacijskem jeziku, v ozadju skriva natančno strukturo parov, ki si tiho postavljajo eno in isto vprašanje, kaj je zlato. Kljub prevladujoči iskalski noti, tako rekoč že poslanstvu, ki zastavlja veliko in večno vprašanje o ljubezni, je konec in končni obrat presenetljiv. Še bolj pa njegov učinek. Strah pred izgubo zavezujočega odnosa, ki ves čas zamolklo ždi v ozadju besedila, se razblini. Besedilo vznemiri ne le tematsko, ampak kot igra pomenov, parafraz in asociacij, in odpira številne možnosti uprizoritve. Zlato je, da hodimo in iščemo
In iščemo in hodimo, in hodimo in hodimo in hodimo in iščemo in iščemo in iščemo in potem prav tistega dne, prav tam nekaj najdemo. In da potem, ko nekaj najdemo, to s hvaležnostjo sprejmemo s seboj na pot in jim iščemo naprej. Hvala. Najprej bil je sam, potem prišla si ti. Najprej je bila tema, za njo prišle so še luči. Se v vsakem svetu kakšen čudež kdaj zgodi. Mojem si se ti, mojem si se ti. Najprej bil je sam, potem prišla si ti. Najprej ni bilo čisto nič, a zdaj smo tukaj vsi. Se v vsakem srcu kak trenutek zadrži. Kot tisti sneg na tvojem nosku v Izoli. Tukaj mimo šel, a ni ostal samo zato, ker ne bi sam tako želel. Tam zunaj namreč še veliko, veliko je ljudi, ki tudi rabijo ljubezen in jih kaj skrbi. Skozi dni zjutraj vstanem in pripravim ti kakav. Medtem spakiraš in poljubiš me v pozdrav. Skozi okno dolgo gledam, kako greš. Vedno manjša pika, ki jo briše sneg. Je neki angel iz povesti tukaj mimo šel,
sam tako želel. Tam zunaj namreč še veliko, veliko je ljudi, ki tudi rabijo ljubezen in jih kaj skrbi. Zjutraj vstanem in pripravim ti kakav. Medtem spakiraš in poljubiš me v pozdrav. Skozi okno dolgo gledam, kako gre. Hvala ansamblu Papir. Iskrene čestitke pa še enkrat tudi najboljši mladi dramatičarki. Bralno uprizoritev njenega besedila Iskalci zlata lahko slišite v sredo 10. aprila ob 18. uri v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta v Ljubljani. Lepo vabljeni. Če se zaključki navadno vrtijo okrog številk, bo to še bolj držalo prihodnje leto, ko bo teden slovenske drame praznoval okroglih 50 let. Pred 40 leti pa sta bili na tednu slovenske drame podeljeni prvi nagradi. Poleg Grumove za najboljše dramsko besedilo, tudi Grin Filipičevo priznanje za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji. Slednje se podeljuje bienalno. Letošnjega prejemnika oziroma prejemnico Grin Filipičevega priznanja je izbrala že prej omenjena strokovna žirija, zato na oder še enkrat vabim njeno predsednico, gospo Vilmo Štritov.
Letošnja dobitnica Grem Filipičeve nagrade za dramaturgijo v zadnjih 2 letih je Darja Dominkuš. Dramaturško delo Darje Dominkuš je v slovensko gledališko življenje vpisano že natanko 40 let. Če k njeni bibliografiji lahko štejemo že akademijsko produkcijo znamenitega Moroškovega tanga v režiji Janeza Pipana, v kateri je začenjala kot asistentka dramaturgije. Odtlej je delovala kot dramaturginja, publicistka in prevajalka. V njenem oposu je kar 20 dramaturgij krstnih uprizoritev slovenske in več kot 30 moderne svetovne dramatike. Že 33 let deluje v ljubljanski Drami, kjer je redno zaposlena. V njenih prevodih so uprizorili 30 dram poljskih, angleških, ameriških in hrvaških avtorjev. Med njimi je tudi besedilo zadnje odmevne predstave Naš razred, Tadevša Slobodžaneka, prav v tem gledališču. S spremnimi besedami k knjižnim izdajam poljskih, ameriških in slovenskih besedil je še osvetlila novo dramsko izvirno in prevodno tkivo in ga svojo poglobljeno in kompleksno mislijo približala bralcem in ustvarjalcem. Leta 2015 je prejela nagrado Stanislava Ignacija Vitkeviča za 30-letni prispevek k posredovanju oziroma popularizaciji poljskega gledališča v Sloveniji. Njen študiozni pristop se odraža tudi v 8 predstavah zadnjih 2 let. Merlin ali Pusta dežela, Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, Zid jezero, Sveti mož, Prekleti kadilci, Tatovi, Deklica s strunami in Ivanov. 8 dramaturgij. Povsem raznorodnih dramskih organizmov v povezavi z 8 raznoterimi režijskimi poetikami, ustvarjalcev različnih generacij in kulturnih okolij je terjalo 8 povsem različnih vizur in pristopov. Prav vsak izmed teh odrskih organizmov pa je prežet z mislijo in odgovornostjo razpiranja vprašanj vsem, ki v njem ustvarjamo in ga obiskujemo. Najlepša hvala. Najprej se moram zahvaliti svoji matični hiši, kjer se po vseh teh letih še dogajajo in zgodijo zame tako zanimive in inspirativne predstave. Potem se moram zahvaliti Kranjskemu festivalu, ki vztrajno goji institut nagrade tem manj vidnim gledališkim delavcem. Manj vidnim mislim dobesedno, ne metaforično. Mene je teh 8 predstav obogatilo, tako kot me pravzaprav vsaka predstava, pri kateri sodelujem. Verjamem, da so obogatile tudi moje sodelavce, s katerimi skupaj delamo, ker v gledališču nekaj nastane samo, ko vsak prispeva svoj delež. Srčno pa upam, da so obogatile tudi gledalce, ker brez gledalcev ne bi bilo gledališča. Zato se jim na tem mestu še posebej zahvaljujem, ne samo dramskemu občinstvu, ampak vsem gledalcem, ki hodijo v naša gledališča in omogočajo ne samo, da mi delamo, da lahko delamo, ampak da se zgodijo tudi taka prijetna priznanja, kot je tole današnje. Hvala. Čestitke še enkrat prejemnici Grem Filipičevega priznanja.
Pred nami je prvi vrhunec nocojšnjega večera, podelitev Šeligove nagrade za najboljšo uprizoritev tekmovalnega programa 49. tedna slovenske drame. Selektor Marko Sosič si je ogledal 57 predstav in jih v tekmovalni program letošnjega festivala uvrstil 7. Velika nagrada za najboljšo uprizoritev je bila prvič podeljena pred 20 leti. Letošnjo Šeligovo nagrado podeljuje strokovna žirija v sestavi gledališka kritičarka in teatrologinja Nika Arhar, gledališki kritik in dramaturg Rok Bozovičar in profesor na Varšavski univerzi, raziskovalec drame in gledališča ter prevajalec Andrej Moskvin. Prosim predsednika žirije, gospoda Roka Bozovičarja, da razglasi nagrajenca in podeli nagrado. Dober večer. Žirija je soglasno sklenila, da Šeligovo nagrado prejme predstava Še ni naslova. Predstava Še ni naslova je neponovljivo gledališko doživetje, ki v svojem utripajočem telesu pogumno in intenzivno združi presunljiv in kolektivno povezan igralski organizem in hkrati tudi pripaden gledalski vložek. Oblikuje upajočo skupnost, izvzeto iz vsakodnevne časovnosti, združeno v skupni posvetitvi dneva gledališkemu dogodku. Okostje uprizoritve sestavlja preplet besedila Simone Semenič in na vajah proizvedeno gradivo, ter v prizorih intimnih pripovedi zreflektirano, precizno in domišljeno režijo raziskuje široke možnosti odrske imaginacije. Skozi repeticijo, prostorske razplastitve in simultanosti uprizoritev razgradi podobo mitskega zapeljivca Don Juana in na njegovo mesto postavi Janeza, ki postane platno, na katero se projicirajo želje, fantazije, zgodbe odnosov moči, zlorab in upanj. Še ni naslova s harmoničnim prispevkom celotnega kreativnega kolektiva v sebi združuje tako potencialnost odrešujočega hipa, raztezajočega se trenutka zavesti, kot tudi vztrajno neznosnost človeške situacije. Na ta način z ritmično dovršenim in igralsko prepričljivim dialektičnim mešanjem kaosa in reda, ponavljanja in izjemnosti, ljubezni in bolečine, globine, ki se ob trku z realnostjo neusmiljeno splošči, učinkovito zarisuje minljivo lepoto mikro- in makrokozmosa človeškega. Predvsem pa ustvari zatočišče, v katerem vse čakajoče, individualizirane samote poveže v dočakanje, ki ga, če tudi čudežno izmuzljivega, doživimo skupaj. Če bi bila to predstava Še ni naslova, bi bila luč v dvorani in bi se boljše videli in lažje komunicirali. Nimam modre misli, tudi mize ne bom razbil, ker jo razbijam že v predstavi. Lahko samo čestitam vsem ostalim nagrajencem in se na dolgo zahvalim v skupnem imenu seveda za zaupanje Goranu in Tiborju in v mojem imenu tej čudežni ekipi igralcev in sodelavcev in sploh mladincu in vsem tam, ker se tam lahko počutim doma. Potem pa seveda temu festivalu, selektorju, žiriji, publiki, s katero delimo mi to potovanje, ki nas vse zelo veseli. Navijam za vse, ki na različne načine podpirate slovensko dramatiko, ne samo za ta festival, ampak za tudi oni festival, ki se dogaja pred tem festivalom in ki mu je ime Vzkrik, in za vse druge vzkrike v zvezi z slovensko dramatiko. In ne nazadnje seveda hvala Simoni, da je,
Mislim, da sem dal, a sem s koga zamudil? Jaz mislim, da je to to. Hvala vsem. Ja. Vidiš solzice v očeh, vidiš, da je žalosten nasmeh, in ko vprašaš jo, kje boli, reče nič mi ni. Vidiš, da nekje odhaja dan, vidiš, da je čisto vedno sam. In ko vprašaš ga, zakaj stoji, reče nič mi ni. Ali bomo vedno sami, najbrž smo iz te snovi. Vsi, vsi, vsi. Vidiš zvezde in se jim nasmej, vidiš mesec in ga rad imej. In ko vprašaš ga, zakaj brli, reče nič mi ni. Ali boste vedno sami, najbrž ste iz te snovi. Vsi, vsi, vsi. Vidiš solzice v očeh, vidiš, da je žalosten nasmeh, in ko vprašaš jo, kje boli, reče nič mi ni. Ali bomo vedno sami, najbrž smo iz te snovi. Vsi, vsi, vsi. Če se Šeligova nagrada že 20 let podeljuje za vrhunske dosežke na področju uprizarjanja slovenske drame, pa nagrada Slavka Gruma že 40 let spodbuja in nagrajuje vrhunsko dramsko pisanje. Smo tik pred koncem. Čaka nas le še sklepno dejanje 49. tedna slovenske drame, podelitev nagrade Slavka Gruma 2019 za najboljše dramsko besedilo. Žirija je prebrala 42 besedil, ki so prispela na natečaj, med katerimi jih je 5 nominirala za letošnjo nagrado. To so Hlapec Jernej in njegova pravica Žige Divjaka, Tih vdih Nejca Gazvode, Realisti Jureta Karasa, 6 Žige Divjaka, Katarine Stegnar, Vita Vajsa, Istoka Drabika Juga in Alje Kapun. ter Anban Pet Podgan Vinka Möderndorferja. Prosim predsednico žirije, gospo Vilmo Štritov, da razglasi letošnjega Grumovega nagrajenca ali nagrajence in podeli nagrado.
Grumovo nagrado dobi drama, ki razkriva sodobno družinsko anatomijo. Tih vdih, Nejca Gazvode. Tih vdih je drama v enem dejanju. Drama povprečne slovenske družine, od nekod slovenskega podeželja. Družine, ki počasi drsi proti družbenemu robu. Prostor dogajanja je dnevna soba oziroma jedilnica predmestne hiše. Hiša je lahko locirana kjerkoli uro do uro in pol od Ljubljane. Takšen je avtorjev napotek v uvodnih didaskalijah o kraju dogajanja, po načelu trojne enotnosti klasične aristotelovske dramaturgije, pa je dogajanje strnjeno v en dan. Na prvi pogled gostobesedna komunikacija v čehovljanski maniri vendarle temelji na premolkih. Tišina med replikami razkriva naraščajoče strahove, nemoč spoprijema z novimi družbenimi razmerami, frustracijo osebnih odnosov in klaustrofobičnost bližine. Drama ponuja dramaturške in režijske izzive. Fizično odsotna sta namreč dva ključna družinska akterja, umrli oče Marjan in odsotni vnuk Tijan, kot tudi zadostitev igralskim ambicijam. V drami Tih vdih se na prvi pogled ne zgodi nič tako tragično usodnega. Toda prav zaradi občutljivosti za majhne premike proti brezizhodnosti je v njej veliko trenutkov brez diha. Ne vem, če sem kdaj že bil za koga vrhunec večera. Najprej... Lepo. Najprej bi rad čestital mojim soborcem, Žigatu, Juretu in Vinkotu in seveda vsem še ostalim, ki si jih žal nisem zapomnil. Rad bi čestital iskreno vsem akterjem in ustvarjalcem predstave Še ni naslova, še posebej Stanetu seveda. Rad bi se iskreno zahvalil žiriji Grumove nagrade za pogum, da je nagradila realizem, in rad bi se najbolj zahvalil ustvarjalcem predstave Tih vdih za to čudovito izkušnjo. Še enkrat hvala in lep večer. Bom. Kar povej, kaj imaš bolj close ali v redu? Ja? Čak, daj ti mu dal še enkrat. Sem ful pogrešam snemanje. Zdi se mi, da te izkušnje življenjske, da je nek ta slovenska mentaliteta, da mora v bistvu biti umetnik nesrečen, da lahko dobro ustvarja, se meni v bistvu gap. Absolutno ti vse življenjske izkušnje nekaj dajo, take in drugačne. In ja, slabe včasih žal tudi to, da iz neke rane potem črpaš. Ampak meni se zdi, da če bi jaz imel neko popolnoma zavoženo življenje, da bi se glede na svoj karakter težko izkopal iz njega, da bi kvečemo ne bi pisal in bi pač delal kaj drugega ali pa mogoče celo nič. Mislim, treba se spopadati z življenjem, nima veze, tudi če si najbolj srečen,
ti odteka v nekih momentih. Pa zdi se mi, da težko s prstom pokažeš na nekoga, ki rečeš, da res plove skozi življenje brez enega samega problema. A ne? In videl sem že preveč nekih ljudi, ki so se zelo hitro utopili v enem samo pomilovanju. Ne? Hkrati pa nisem človek, ki ne bi razmišljal vse, pa ki ne bi probal neke slabe stvari, ki se mu dogajajo, razčistiti. Sem gotovo, da je ta nek humor, da je ta neka direkten spopad s temi težavami, tako da se iz njih norčuješ. Ne? Da se v bistvu res, mogoče včasih iz najtežjih stvari najbolj norčuješ, da zelo dela, ne? In da je zelo dobra past za gledalce. Jaz nikdar nisem imel velikega odnosa do našega poklica v smislu mitizacije. Če veš, kaj mislim, da bi rekel, da ali jaz kot režiser, ali pisec, ali lahko greš tle levo, ali igralec kot igralec, da me zdaj to predstavlja tako fascinacijo, da bi delal o tem monodrame, da bi o tem ne vem kaj pisal, da bi o tem razmišljal. Zdi se mi, da smo predvsem izjemno obsedeni sami sabo, da smo sami sebi najpomembnejši, kar je tudi logično, to moraš biti, ker pač izhajaš iz sebe, to je tvoje orodje in na nek način si toliko vezan nase, ne? Še posebej kot igralec, da ne moreš iz tega toliko izstopati. Ne? Ampak se mi pa zdi, kar pa me pri tem fascinira, je pa to, da tisti, ki so dobri v tem, torej od pač igralcev do režiserjev, ki razvijajo nek svoj izjemen občutek za stvari, ki se dogajajo okoli njih. In tukaj se meni začne potem tista debata z igralcem, ki jo imam jaz rad, da v bistvu njegovo opažanje sebe in sveta okoli in situacije okoli lahko komponiram v njegovo igro oziroma v to, kar on pač meni da. Tih vdih se dogaja nekjer oziroma je lahko postavljen kjerkoli v okolici Ljubljane oziroma pač neko majhno mesto, ampak v resnici sem na nek način razmišljal o novem mestu. Zaradi tega, ker pač od tukaj sem in ker to poznam. In to je predvsem zgodba o slovenski družini, ki pa ni patološka, ki pa ni zgodba, ki neko travmo obravnava, ampak obravnava predvsem stvari, s katerimi se moramo vsi enkrat v življenju spopasti. In če mi je to pri tem tekstu uspelo, mi je v bistvu uspelo vse, kar sem hotel, da mi uspe. Zdi se mi, da je ta neka intima in ta neka tihost in ta neka mirnost, v kateri sem odraščal, da se zdaj spet nazaj zelo vrača v en moj fazon zanimanja, torej tisto najmanjše, kar se zgodi med nami. In to je meni so odnosi dosti bolj dragoceni kot karkoli drugega, ko se tiče umetnosti. Še enkrat iskrene čestitke letošnjemu Grumovemu nagrajencu in vsem drugim prejemnikom in prejemnicam nagrad. Čas je za objeme, čestitke in veselje. 49. se izteka z objemom ansambla Papir. Vidimo se prihodnje leto na jubilejnem 50. tednu slovenske drame. Lahko noč. Lahko noč. Da rabiš čas, rekel si pa ne na glas, da si moraš vse premleti, sebi se posvetiti spet, da sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, da je vedno bil sam tvoj. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Če ti zame nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, kar potegni ta šabat in lepo idi praznovati. Brez skrbi bom že kako, saj bo tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko.
in lahko noč.